Kipar Ivan Štrekelj je v širši javnosti manj poznan. Njegovo delo je bilo dolgo časa po krivici neraziskano. Je naš prvi gluhi ustvarjalec z akademsko izobrazbo, ki jo je pridobil na Beograjski in Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Ustvarjal je v različnih materialih. Svoja najboljša dela je ustvaril v 50. letih prejšnjega stoletja. Med najbolj znanimi je spomenik talcem ob Večni poti v Ljubljani. Udejstvoval se je tudi v takratni novoustanovljeni organizaciji gluhih Jugoslavije ter v Združenju defektnih sluhom Slovenije, v katerem je bil nekaj časa vodja kulturno-prosvetnega resorja. Narodna galerija maja pripravlja njegovo pregledno razstavo. Ivan Štrekelj se je rodil 23. septembra 1916 v Glincah pri Ljubljani očetu Ivanu, ki je bil po poklicu železniški kretničar, in materi Tereziji. Pri 7 letih je zbolel za meningitisom in povsem oglušel. Ohranil je govor, naučil se je brati z ustnic in kretati. V letih med 1924 in 1932 je obiskoval ljubljansko gluhonemnico, ki jo je končal z odličnim uspehom. Šolanje je nato nadaljeval na srednji tehnični šoli. Učitelji so že kmalu opazili njegov izjemen dar za risanje. Štrekelj se je leta 1938 vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Beogradu, vendar je študij leta 1941 zaradi izbruha druge svetovne vojne prekinil in se vrnil v Ljubljano. V Ljubljani je med drugo svetovno vojno delal v kamnoseštvu Kunaver na Žalah in to pravzaprav je zanj zelo pomembno, kajti takrat se je seznanil z globlje, bližje spoznal z materialom, s kamnom in obvladovanje kamna je potem še seveda poglobil na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Ivan Štrekelj se je takoj po vojni, po ustanovitvi Ljubljanske akademije za likovno umetnost, vpisal na akademijo, kjer je bil njegov profesor Frančišek Smrdu in specialko je potem zaključil pri kiparju Borisu Kalinu. Oba kiparja sta nanj zelo močno vplivala in mu pustila pravzaprav močen pečat pri obvladovanju kamna. Na akademiji so bili njegovi sošolci Stojan Batič, s katerim sta zelo veliko sodelovala, prijateljevala, potem obenem tudi Jakob Savinšek in Milan Vojsk. Z Batičem je Štrekelj sodeloval tudi pozneje, v 60. letih in mu pomagal pri kamnitem delu, kamnitem bloku Kidričevega spomenika v Mariboru. Ustvarjal je v ateljeju, ki si ga je uredil v ljubljanski Švicariji. V tem obdobju je imelo v stavbi atelje več vidnih slovenskih kiparjev, med njimi tudi Stojan Batič in Julijan Renko. V Švicariji je živela moja družina od 46. do, mislim, 63. leta, tako da sem preživel velik del ali pa skoraj celo otroštvo tu. Švicarija je bila en poseben svet, bilo je ogromno otrok, tako da smo se družili, igrali, tekmovali. Znana je bila pa tudi po umetniških krogih. Bilo je veliko umetnikov, kiparjev, predvsem kiparjev, in med njimi je bil tudi Ivan Štrekelj. Moj spomin nanj je, da je bil zaprt v svoj svet tišine. Z nami se ni družil ali pogovarjal. Vedeli smo, da je gluh, ampak takrat je gluhota bila nekaj zelo posebnega. Ne vem, celo malo smo se bali.
tako da tudi nismo iskali stika z njim. Ob srečanjih sem ga pozdravil in odzdravil mi je. To bi bilo vse. Druga stvar pa je bilo njegovo delo. Otroci smo zelo radi opazovali ateljeje. To je bil čaroben svet za nas, ker notri, ko so bila vrata odprta, na stežaj, zlasti v poletnem času, si videl številne glave iz kamna, iz mavca, iz gline, nastajanje kipov. Akademski kipar Boris Prokofjev, ki je po Štrekljevi tragični smrti prevzel njegov atelje, je s kiparjem prijateljeval in sodeloval vrsto let. Pripomogel je k temu, da njegovo delo ni utonilo v pozabo. Ivana Štrekla sem spoznal, ko je dobil svoj atelje pod Turnom 4 v Švicariji. Jaz sem bil takrat kot stanovalec, sem bil tudi otrok ruskega emigranta, očeta Borisa Prokofjeva. Bila je tudi številna družina, kateri je bil pa zelo naklonjen tudi Ivan Štrekelj, ker tudi on je bolj v eni revščini živel, ko je bilo poletje, je večkrat rekel, če grem z njim na kopanje v Ilirijo ali pa gor na Jesco. In zakaj? On je šel zaradi modelov, ki so bili zastojeni, on je skicirko in je risal. In večkrat sem ga videl, ko je šel na teraso, jaz sem bil v bazenu, on je šel pa na teraso in pravim, zakaj dol slika. In rekel, torej jaz iščem pravo perspektivo, ptičjo perspektivo, žabjo perspektivo mi je našteval prav in to je smisel tega, da obvladam in da treniram roko pogled do vseh strani. Iz višine, z nižine, od spod in tako naprej. Torej, to je bilo tudi zame en dober, tako bi rekel, dobra informacija. Potem sva hodila tudi na štadion. Ne velikrat, to je ne dvakrat ali trikrat, ki je risal atlete na Olimpiji, kako tečejo. Potem tudi nogometaše, ki z žogo igrajo. Kadar sem bil v Tivoliju, jaz sem bil takrat motor, poznaj avto, se je rad tudi vozil z mano, posebej z motorjem, ki sem bil veslo, ker sva šla ta prvič do Batiča, to je bil tako ponosen prav, koliko je fino, ko malo piha v tebe, pa lahko gledaš levo, pa desno, pa gol. Druga stvar, ki je bila, ker mi je zelo ostala v spominu od njega, je to, da je zelo rad tudi dobro jedel. Ko on se je tukaj prehranjeval, je imel zmeri štruco tistega belega kruha, navadno salamo, pa pol kakšno pašteto. Vino je pa zmeri mogel biti vino, ki je bilo tale starček. Kadil je skozi cigarete, kadar sta skupaj delala Dravo, Moravo, Zeto. To je cigarete brez filtra. Zelo težko je živel. Bi rekel takole, na meji klošarja. Sam, ki je bil zunaj, je bil pa gospod. On je imel zmeri zlikano srajco, kravato, tudi urejeno obleko. Moram povedati, da je bil on zelo inteligenten, pa na visokem kulturnem nivoju. Tudi takole, ko sem se pogovarjal o zgodovini, on je poznal vse sodobne umetnike, stare tele, kako so ustvarjali. Torej, veliko je on meni tudi pripomogel pri zgodovini. Torej, zmeri je nekaj presenetil z enim novimi stvarmi. Zraven me je tudi presenetil, ker je naučil se sam italijansko, francosko. On je dobil, na primer, kakšne revije o kiparjih, se je s potom tega leksikona angleščino tudi naučil, v nemščini. Vse stvari je prebral in je sam do tega prišel. Štrekelj je ustvarjal v različnih materialih. Njegovo najplodnejše obdobje je bilo v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko so nastala tudi njegova najbolj znana dela. Poplava, Počitek, Umivalka las in Dekle s knjigo.
Med javnimi spomeniki velja izpostaviti njegov spomenik talcem ob Večni poti v Ljubljani, koncu Rožne doline, ki je bil postavljen leta 1952. To delo je nastalo nekako, če vzporejamo obenem s Prešernovim spomenikom v Kranju avtorja Frančiška Smrduja, ali pa na primer isto leto je Smrdu tudi izdelal spomenik ilegalcu v Ljubljani. In seveda ti spomeniki borcev, talcev, ilegalca, ranjencev in podobno so seveda dela kiparjev, ki so sodelovali pri nekako povojni obnovi države. Kiparji so imeli takrat veliko naročil in to je bilo pravzaprav ponovni dosežek, ponovni vrhunec kiparstva pri nas, vendar pa je Štrekelj pravzaprav prejel manjša naročila, manjše delo, eno od takšnih je spomenik talcu, vendar pa je kipar prejel naročila tudi za veliko portretov. Tako je v njegovem opusu zelo veliko portretov njegovih prijateljev, njegovih gluhih prijateljev, njihovih družinskih članov, sicer pa njegov opus zaznamuje predvsem figuralika. Kiparskih del Ivana Štreklja v kamnu je pravzaprav malo, vendar pa govorimo to o različnih kamnih. Obdeloval je tako v rdečem granitu, tudi marmorju, v kamnu na splošno, vendar pa je ohranjenih seveda več njegovih mavcev, tudi nekaj del v lesu in pa v bronu. Poleg tega poznamo in seveda se tudi to naše znanje še vedno dopolnjuje, kar nekaj njegovih nagrobnih spomenikov. Med njegovimi deli po kvaliteti izstopa kip Poplava, pravzaprav portret utapljajoče se deklice, ki ga je kipar zasnoval tudi v marmorju, a ohranjen je v bronasti inačici. Ta kip je zanimiv tudi iz tega stališča, kajti velika poznavalka kiparstva, profesorica Špelca Čopič, je ob tem delu zapisala, da le gluh kipar lahko na tak način predstavi ta nemi krik utapljajoče se deklice. Štrekelj je s kolegi sodeloval na številnih skupinskih razstavah. Leta 1957 je imel s Florisom Oblakom samostojno razstavo v Jakopičevem paviljonu. Štrekelj je bil vsestranska osebnost. Opravljal je tudi vidne funkcije v tedanji jugoslovanski in slovenski organizaciji gluhih in naglušnih oseb. Udejstvoval se je tudi kot ljubiteljski igralec in režiser, v svojem ateljeju pa je osnov risanja in kiparjenja individualno poučeval tudi gluhe osebe. Na pobudo slovenske organizacije in hrvaške in srbske nastala leta 1945 Jugoslovanska zveza defektnih sluhov, kasneje organizacija lica oštećenih sluhom, in v tej organizaciji so Slovenci imeli izjemno pomembno vlogo. Sitar je postal predsednik, prvi predsednik Jugoslovanske zveze, Ivan Štrekelj, Šturm in Bergant pa so bili v najvišjih telesih Jugoslovanske zveze in so imeli izjemno pomembno funkcijo. V Sloveniji je bil Sitar predsednik tudi Slovenske zveze, Ivan Štrekelj pa je vodil resor prosvete in kulture. Prosveta je bila pomembna za enako nalogo kot v Jugoslaviji, to se pravi poiskati na terenu vse gluhe otroke, da bi jih vključili v izobraževanje. Zato je zveza ustanovila številne odbore po Sloveniji. Iz teh odborov so kasneje nastala društva, ki še danes delujejo. Danes bi lahko ugotovili skozi čas, da je Ivan Štrekelj opravljal izjemno pomembno vlogo v naši organizaciji in da je bil ves čas edini
član v organizaciji, ki je imel visoko izobrazbo. Bilo je veliko nepismenih, bilo je nekaj, ki je bilo s poklicno šolo delavcev, on pa je res odstopal s to visoko izobrazbo, tako da je bil, bi rekel, v tistem času naš največji intelektualec. Štrekelj je pisal tudi prispevke za časopis Naš glas, ki ga je izdajala Jugoslovanska zveza defektnih sluhom. Poročal je zlasti o dogajanju v Slovenski zvezi. Štrekelj se je 10. junija 1975 smrtno ponesrečil ob prečkanju železniške proge v Tivoliju. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v svojih prostorih ohranila spomin na gluhega umetnika s stalno razstavo njegovih del in izdajo monografije o njegovem življenju in delu. Umetnine so trenutno v prostorih Narodne galerije, kjer bo maja razstava Štrekljevih del.